Živijo, danes si bomo pa pogledali, kako lahko najbolj enostavno in najhitrejše naredite dejansko spletno stran. Predstavljajte si, da ste, ne vem, nek frizer ali pa da imate manikuro, masažo, karkoli, pač nekaj, da ustvarjate in da si želite samo postaviti neko osnovno stran. Se pravi, nič niti kompliciranega, da se, ne vem, ljudje prijavljajo gor pa tako naprej, pa da pišete še neke novice, ampak samo neka predstavitev, vaša predstavitev. In kaj lahko naredite oziroma kaj je najhitrejše? Zdaj, ena izmed variant je, da pač nekoga najamete, da vam pač naredi, da celotno stran vam postavi. Če pa si želite seveda to narediti sami, če se pač radi igrate s tehniko in, da mogoče vas zanima, kako bi pač izgledalo, kako lahko popravljate, ampak da dejansko nimate pojma, kako se to naredi, potem ste prišli na pravi video. Zakaj? Zaradi tega, ker si bomo pogledali Manus. Manus.im je spletna stran, ki je v bistvu od Mete. In tukaj lahko gradite marsikaj. Lahko ustvarjate in delate razne aplikacije, lahko delate na tem, da si postavite spletno stran, lahko vam naredi slajde, če imate neko predstavitev in še mnogo, mnogo več stvari. Danes se bomo torej fokusirali na spletno stran. Gremo torej na spletno stran manus.im in na tej spletni strani vidite, kako pač izgleda. Zdaj tudi vidite, da imam jaz zakupljen Manus Pro, ki mi pač poteče 30. aprila in ga lahko seveda kasneje tudi reaktiviram. In imam zdaj tudi nekaj kreditov, točneje tukaj vidimo, imam 20 000 kreditov. In te kredite lahko potem tudi uporabljam. Zdaj pa, zadeva je taka, da za neko osnovno spletno stran bomo porabili nekje 2 do 3 tisoč kreditov. Kar pomeni, da če vzamete paket, ki je 2000 ali pa 3000, 4000 kreditov, boste imeli dovolj. Zdaj same kredite lahko dobite tudi, če se od spodaj prijavite pod mojim linkom, dobite 500 kreditov, plus 300 kreditov dobite na dan. Torej, lahko vsak dan malo pa pomal zgradite tudi spletno stran konec koncev. Če seveda želite to hitreje narediti, potem pač zakupite neko profesionalno zadevo oziroma v tem primeru greste na pro verzijo in jo pač kupite mogoče samo za en mesec, da spletno stran postavite. Zdaj pa, kaj bomo seveda potrebovali? Zdaj mi, kaj bomo naredili, je, vzeli bomo neko spletno stran oziroma najprej bomo vzeli nekega človeka, mogoče celo nekoga, ki pač nima dejansko spletne strani, in mu bomo znotraj tega postavili recimo spletno stran. Zmislili si bomo seveda podatke. Recimo, da je to nekdo, ki polaga ploščice in, bomo vzeli eno obstoječo spletno stran in bomo rekli našemu AI agentu, da želimo tako spletno stran, da nam naredi. Gremo torej najdet neko obstoječo spletno stran. Se pravi, recimo, da se bomo lotili nekoga, ki polaga ploščice. Polaganje ploščic. In recimo, da najdemo tukaj različne ljudi, nekaj keramičarstva in tako naprej. Recimo, da gremo zdajle, tukaj lahko tudi vidite, če bi šli tukaj, se pravi, gledati na My Business, vidite, kdo ima spletno stran in kdo ne. Recimo, ta firma jo ima, potem pa tukaj ti ljudje dejansko nimajo spletne strani in bi lahko konec koncev tudi ponudili, da jim mi naredimo spletno stran. Recimo, da bi rabili neko spletno stran, osnovno, in bi recimo rekli, ok, mene zanima, kako ima tale gospod spletno stran narejeno, in bi šli seveda njegovo spletno stran pogledati in vidimo, tukaj je neka osnovna spletna stran, telefonska številka, neka galerija in to je to. Vzamemo to spletno stran in rečemo, potem gremo pa v Manus in rečemo Manusu, imam svoje podjetje in želim na tak način narediti stran, kot je ta. Kakšne podatke potrebuješ? Zdaj lahko v tem primeru tipkam, lahko bi pa tukaj dal samo tole. Kakšne podatke potrebuješ, da narediš mojo spletno stran tako, kot je ta podobna? Se pravi, verjetno boš potreboval neko ime podjetja in tako naprej.
če seveda imate slike, boste uporabili vaše slike. In zdaj le dam tukaj, da bo naredil. Se pravi, zdaj kar vidimo je, da sem vzel neko obstoječo spletno stran in je začel že zbirati podatke. Se pravi, kaj bomo zdaj potrebovali? Potrebovali bomo ime podjetja. Zdaj pa, ker smo mi take face, a ne, bi se lahko reklo, bomo dejansko vzeli tukaj nekoga, ki nima še spletne strani in bomo poskušali narediti glede na njihovo, recimo, da vzamemo Prevca, Simon Prevec, SP, tukaj je blizu nas, se pravi Cerknica, in bomo rekli, ok, tudi slike ima, super, se pravi, bomo lahko vzeli dejansko vse te podatke. In kar bomo rekli chatu, da si bo skopiral torej te podatke. Ali lahko najdeš podatke spletu. Zdaj boste pa videli eno zanimivo zadevo, in sicer podatek sem mu dal. Zdaj lahko bi jaz kopiral pa iskal in tako naprej. Zdaj pa glejte, kaj se bo zgodilo. Zdaj bo pa sam najdel podatke in ogledal si bo referenčno stran. Ker pa je seveda meni to zanimivo gledati, na kakšen način on to počne, tukaj lahko kliknemo, da vidimo, kaj on dejansko klika, kaj on počne. In na desni strani zdaj vidimo točno, kaj dela AI agent. Se pravi, zdajle je obiskal spletno stran, da bo lažje seveda se prilagodil tudi naši spletni strani. Zdaj tukaj je šel pogled torej do konca spletne strani, naredil bo, se pravi, ogled in potem bo od nas seveda zahteval tudi več podatkov. Zdaj tukaj vidimo, da je šel potem še na Bizi, pogledati je šel za keramičarstvo Prevec, ki smo ga pač mu dali za, se pravi, za našo izdelavo. In zdaj bo pač pogledal, se pravi, pirs.si, šel bo verjetno tudi na Bizi pogledati in na vse ostale spletne strani. In vidimo, da pač keramičarstvo Prevec Simon nima spletne strani in mogoče jo bo celo potreboval in mu jo lahko potem tudi mi ponudimo, zakupimo mogoče domeno in mu jo postavimo. In zdaj vidimo tukaj njegove podatke, ki so seveda javno dostopni, tako da tukaj ne kršim nekih, bom rekel, avtorskih pravic, pa ne vem kaj vse, GDPR in tako naprej, zaradi tega, ker to je pač podjetje in za podjetja se lahko to počne. Drugo pa bi bilo, če bi jaz objavil imena in priimke ljudi, ki so fizične osebe. Tako da tukaj gre dejansko za podjetje. Ok, in zdaj seveda ima podatke, delovni čas, storitve, vse, kar dela, telefonsko številko. In zdaj bo on dejansko že začel delati spletno stran. Se pravi, jaz to zdaj nič ne klikam, jaz vidite moje roke, to zdaj dela umetna inteligenca vse sama. Se pravi, umetna inteligenca bo od A do Ž postavila spletno stran in celoten video, če pogledam, trenutno je video, se pravi, snemam 11 minut, da boste imeli za občutek, koliko hitro vam zdaj umetna inteligenca naredi spletno stran. Se pravi, zdaj je začel graditi samo spletno stran, se pravi, vidite, inicializacija spletnega projekta, se pravi, on je zdaj začel graditi, bo postavil, glih tako bo rjave barve, se pravi, dejansko se bo približal isti spletni strani, kot jo imamo mi. Kar mu še lahko napišem, kar mu zdaj nisem, da uporabi original fotografije, ki so na Googlu. Pa dajmo mu še to napisati. Ja, ok. Prosim te, če lahko uporabiš tudi fotografije, ki so objavljene na samem Googlu oziroma Google Maps. So nekatere fotografije njegovega polaganja, se pravi keramičarstvo Prevec, Simon Prevec SP, ima kar nekaj slik na Googlu in bi želel, da te fotografije tudi uporabiš za našo spletno stran. Vsaj nekaj fotografij, ne rabiš vseh, je pa dobro, da so različne, se pravi, da so vsaj stopnice, neke kopalnice,
da so prikazani neki zahtevni projekti, kot so recimo neke kopalnice in pa stopnice, pa tudi kakšna ravna površina, zato da bo čim bolj jasno, s čim se ukvarja. Torej, kot vidite, je že začel generirati fotografije. Glede na to, da fotografije imamo, bomo dali realne fotografije gor, ker bo dejansko bolj smiselno, da ne delamo nekih novih fotografij, ki so lažne. Če bi imel seveda jaz komplet celo to zadevo pripravljeno od A do Ž, bi bilo še hitreje, če bi se jaz pripravil, ampak sem vam hotel pokazati dejansko od A do Ž, da začnemo iz nič in da nam celotno zadevo tudi on naredi. Se pravi, zdaj lahko vidimo, da je šel še enkrat pogledat samo spletno stran, išče fotografije, torej te fotografije bo tudi uporabil. Se pravi, šel je na naslednjo fotografijo. Dejansko to zdaj išče, to, kar vidite na desni strani ekrana, so fotografije iz Googla. Zdaj vidite, da si je pač zloadal te fotografije, pridobil je URL-je, se pravi v naslove dejansko, in si jih niti ni nujno, da si jih bo prenesel na svojo bazo, ampak bo lahko uporabil dejansko te URL-je, kar pomeni, da če bo v tem primeru zbrisal Simon iz samega Googla, to pomeni, da lahko posledično zaradi tega tudi izgine iz naše spletne strani. Torej, iščemo fotografije, še vedno išče fotografije. Verjetno za kakšno stvar bi bilo hitrejše, če bi pač jaz to naredil sam, ampak želim vam dejansko pokazati, kaj vse je sposoben AI. Torej, zdajle smo trenutno na 15 minutah, vmes smo ga malo prekinili, ampak nekje v pol ure bi mogla biti celotna spletna stran postavljena. Kar pomeni, da bo funkcionalna in da ko bo nekdo iskal potem tudi samo spletno stran ali pa samo keramičarstvo, bomo lahko naredili, da bo Simon nekje na iskalniku in brskalniku čim višje oziroma čim bolj na začetku. Torej, optimizirali jo bomo ravno tako, da bo dejansko, ko bo nekdo iskal ploščice, še posebej, če bo to na neki tej regiji, se pravi notranjska regija, da ga bomo probali nekako spromovirati. Pač delali bomo na tem. Zdaj, da bomo vedeli, to ni neka zadeva, ki bi bila plačana, se pravi, jaz sem njega slučajno našel, je pač iz naših koncev in kakor ste videli, šel sem na Google, napisal sem, našel sem nekoga in bomo pač postavili spletno stran od A do Ž dejansko. Se pravi, za neke osnovne stvari, se pravi, za osnovne spletne strani je ta zadeva idealna. Če bi seveda imeli neko kompleksno zadevo, da rabite ne vem kaj vse v ozadju, je možno ravno tako narediti z AI-jem, tudi plačila je možno narediti in tako naprej, ampak jaz osebno tega še nisem delal nekih zelo kompleksnih zadev. Sem naredil spletno stran, tisti, ki me spremljate, veste, da obstaja tale spletna stran naroči-pesem.si. Ta celotna spletna stran je narejena z AI-jem. Jaz nisem tukaj naredil nič, razen tega, da sem dal podatke noter, da sem mu dal pesmi, se pravi, tukaj lahko poslušate pesmi, se pravi, dal sem mu MP3-je noter. Kompleten tekst je dejansko napisal AI. In če kliknete, torej naroči pesem, imate tukaj možnost klikanja, se pravi, vso to zadevo je postavil dejansko AI. Torej, jaz nisem nič naredil od A do Ž, tukaj potem poklikate, spolnite podatke in ko greste na plačilo, gre na spletno stran Stripe, ki je pač povezana s tem in to mi je dejansko vse naredil AI. Toliko mogoče za občutek, da se da tudi take zadeve narediti. Ok, zdajle počakamo. Vidimo, da so bile fotografije preverjene in pa prenesene. Torej si jih bo dejansko prenesel in pa shranil. Evo, zdaj mi je napisal, da bo začel z razvojem spletne strani. In vidimo, kaj dejansko dela, se pravi, zdaj je začel od A do Ž delati spletno stran. Se pravi, za samo pripravo je rabil Manus nekje recimo 15 minut, se pravi, video je zdajle nekje 17-18 minut, ampak smo ga vmes še malce zmotili, da smo fotografije mu našli oziroma mu povedali, da naj te obstoječe vzame in tako naprej.
če bi imeli mi te fotografije shranjene, bi bilo veliko, veliko hitrejše. Ampak sem vam hotel pač pokazati, na kakšen način tudi AI lahko sam generira in pa ustvari celotno zadevo. Se pravi, naredili bomo spletno stran keramičarstvo minus prevec. Med tem časom lahko še preverim, če je domena prosta. Se pravi, gremo na tole spletno stran. Medtem ko seveda on dela na tej strani, na desni strani, jaz lahko delam druge stvari, ker imam pač dva ekrana, tako da me pač niti ne moti. In vidimo, da je zadeva še prosta, se pravi, nas stane nekje 25 evrov, da jo zakupimo, se pravi, da imamo .si in pa .com, če seveda to želimo. Potem pa bi potrebovali, se pravi, še samo domeno in pa samo gostovanje. In lahko celotno spletno stran postavimo na svoje gostovanje, na svoj server, lahko pa jo pustimo tukaj na samem Manusu, ampak tega pač ne bomo naredili. Tako da ja, lahko uporabljate tudi, če rečete, da jo objavi Manus sam, je možno, da vam jo zgenerira in imate spletno stran brez kakršnega koli serverja in pa ostalih stvari. Fajn pa je, da imate neko domeno, ki je resnična, ki je realna. Tako da, ja no, to je v bistvu to, zdajle on gradi. Je pa precej zadeva res hitra, no, kakor sem rekel, da vse od začetka do konca zgradi AI, je ratalo precej divje, bom rekel. Jaz sem probal tudi svojo spletno stran narediti, ravno tako, malce sicer bolj za hec, lahko vam jo pokažem. Evo. Torej, moja spletna stran, ki je ravno tako naredil celotno AI, se pravi, tukaj imamo potem storitve, o meni, kontakt, se pravi, vse podatke imate tukaj, s čim se ukvarjam in tako naprej, kar je dejansko pomembno. In narejena je bila spletna stran nekje v 15 ali pa 20 minutah, ker sem seveda imel pripravljene stvari in sem potem samo nametal noter. Tukaj potem so linki do Facebooka, Instagrama, YouTubea. Potem tukaj imam seveda naroči minus pesem, moja spletna stran in tako naprej. Torej, ja. Če rabite neko osnovno spletno stran, jaz trenutno ne vidim hitrejše možnosti, kot je Manus. Resnično. Vzamete ga mogoče za en mesec, zato da naredite spletno stran, ali pa vprašate nekoga drugega, če vam jo pač naredi. Evo, prva verzija je narejena, kot vidimo, shranjevanje prve verzije, in si jo bomo dejansko tudi si jo bo možno ogledati, nam jo bo tudi tukaj na desni strani pokazal. Evo, je pripravljena. Evo, lahko pogledamo, navigacija, telefonska številka, vse podatke nam piše, da je dodal. Evo, in tukaj že vidimo spletno stran in nam jo bo tudi tukaj na desni pokazal. Torej, tukaj vidimo, gor je telefonska številka, galerija, del, se pravi, tukaj vidimo, recimo, če nam ne bi bilo tukaj všeč, bi mu lahko rekli, da naj naredi bolj zaobljeno, recimo, in najbolj enostavno, da to takole naredimo in mu kar skopiramo in rečemo, naredi to bolj na okroglo. Rostno. Recimo, to bo ena stvar. Recimo, ne, adaptacija kopalnic, potem je stopnice in hodniki. Zdaj, tukaj piše stopnice in hodniki, pri stopnice in hodniki daj sliko s stopnicami. Potem zraven prenova kuhinje. Slika ravna površina. Recimo, da tu popravimo. Tukaj imamo pač ponudbo, zahtevamo naša dela, se pravi, tu so fotografije, lahko kliknemo, vidimo, da zadeva pač deluje. Potem imamo tukaj telefonsko številko, zdaj tukaj sicer piše made with Manus, ampak to se da pač tudi skriti.
galerija del od spodaj in to je dejansko celotna spletna stran narejena od A do Ž. Si morate misliti, to je bilo v 15 minutah. Zdaj pa, da boste še videli, da dejansko to dela umetna inteligenca in da deluje, kot smo videli, tukaj smo mu rekli, naj popravi tale del, se pravi bolj na okroglo, da nas pač moti. Evo in bo takoj naredil border radius pri karticah. No, in zdaj že premika oziroma popravlja tisto, kar smo si zaželeli in bo celotno zadevo tudi zgeneriral in jo potem postavil. Tukaj bi potem lahko dali na vrh, vidite, publish bi lahko dejansko objavil. Če date publish, potem vidijo lahko vsi, ki imajo link. Če pa bi dal tukaj, ko pa enkrat publish, tukaj pod settings, pa vidite, če bi imel domeno, lahko dejansko dam svojo domeno noter in rečem, zdaj mi pa objav to na mojo domeno. To je ena varianta, druga varianta, ki je pa meni osebno bolj všeč, je pa, da rečem, da mi da celoten zip, se pravi, da mi celotno spletno stran, ki jo naredil, shrani, se pravi, da se jo shranim, prenesem na svoj računalnik, zakupim domeno in imam na čisto popolnoma ločeni, da nimam na Manusu, ampak da dejansko je to potem lastništvo te osebe. Tako da ja, tole je tole za enkrat. Bomo še videli, na kakšen način bo zgeneriral zaobljene, se pravi, shranjuje popravke, se pravi, da bo pravilna slika, stopnic še, kot smo rekli, ne, se pravi, da bodo stopnice, evo, zdaj si lahko pogledamo, evo, to je zaobljeno, meni je to osebno bolj všeč, in pa od spodaj slika stopnic, stopnice in hodniki, tako da ja, vidimo dejansko spletno stran, zgenerirano in narejeno. In to je to. Kratko in jedrnato, spletna stran narejena v 25 minutah. Imate kakšno vprašanje? Spodaj v komentar. Aj, čau.